Nekoč je živela revna vdova. Imela je 7 otrok, enega manjšega od drugega. In vsi so morali jesti. Od jutra do večera je morala mati služiti vsakdanji kruh. Le ob dolgih zimskih večerih je imela dovolj časa in je sešila otrokom srajčke, da ne bi goli hodili po svetu. Vsak otrok je imel le eno srajčko. Ko je bila srajčka starejšemu premajhna, jo je vedno dobil mlajši. Zato je Videk vedno nosil tako tanke srajčke, da mu je sonce sijalo na golo kožo. Videk je bil pameten deček, star komaj 4 leta. Posebno rad je imel živali in cvetlice. Kadarkoli je videl ovčko na travniku, jo je nahranil. Če je našel ptička, ki je padel iz gnezda, ga je nesel domov. Hranil ga je, da je zrasel in je lahko letel. Če je v hiši našel pajka, ga ni ubil. Vselej ga je nesel na trato in si mislil: tudi pajek rad živi. Vidku se je nekega dne srajčka tako stanjšala, da mu je padla z ramena. Bilo je poletje in mati je vse dni pridno delala, zato ni imela časa, da bi sešila novo srajčko. Ubogi Videk je skakal okoli napol nag. Nekega dne gre Videk v gozd nabirat jagode. Tam sreča ovčko. Videk se ovčki zelo zasmili, zato ga vpraša: kakšno srajčko pa imaš, Videk žalostno odgovori: nimam druge srajčke, samo to strgano. Moja mati zdaj nima časa sešiti nove. Šele pozimi bom dobil drugo. Ampak ne bo nova, ker take dobiva le moja najstarejša sestra. Dobil bom sestrino staro srajčko. Oh, kako rad bi vsaj enkrat dobil novo srajčko. Ovčka si izpuli nekaj volne, jo da Vidku in reče: Videk, smiliš se mi, na, dam ti malo moje volne, pa si naredi novo srajčko, Videk gre vesel mimo trnovega grma ob cesti in grm ga pokliče in vpraša: kaj neseš, Videk? Volno za novo srajčko, odgovori Videk. Kar meni jo daj, ti jo bom razčesal, reče grm. Videk je dal grmu volno in ta jo je s trnovimi vejami izvrstno razčesal. Previdno jo nesi, da se ti ne zaplete, mu reče grm, ko konča svoje delo.
Potem Videk zagleda Pajka. Pajek sedi sredi pajčevine in prede. Pajek pokliče fantka in reče: Vem, kaj potrebuješ. Le daj mi volno, da ti jo osmukam in stkem. In Pajek začne pridno presti in tkati s svojimi nežnimi nožicami. Kmalu je stkal najlepše in najboljše blago ter ga dal Vidku. Videk veselo hiti naprej in pride do potoka. Tam sreča velikega raka. Ta ga vpraša: Kam tako hitiš, Videk? Kaj neseš pod pazduho? Blago za mojo novo srajčko, odgovori Videk. Ravno pravega si srečal, reče rak. Brž mi daj blago, da ti ga ukrojim. Reče rak in prav lepo prireže volneno blago za srajčko. Tako, reče rak, zdaj ti mora mati prirezane kose le sešiti in srajčka bo narejena. Videk žalostno odgovori: Mati nima časa, počakati bom moral do zime. A komaj to pove, prileti ptiček z dolgo nitjo v kljunu. Ptiček zapoje: Čiv, čiv, bom jaz sešil tvojo srajčko, čiv, čiv. Ptiček je začel pridno šivati in glej, srajčka je bila že narejena. Zelo, zelo vesel Videk takoj obleče srajčko. Videk se pogleda v potoku in veselo zavpije: Oj, zdaj imam srajčko, lepo novo srajčko. Videk je prišel domov. Bratci in sestrice so ga gledali in se čudili, kako lepo srajčko ima. Tako lepe in mehke in bele še nihče od njih ni ne